Našega glavnega novega trenerja, to je postal Andrej Razdr, ki bo na tem mestu nadomestil Simona Rožmana. Najprej pa kar beseda športnemu direktorju Mateju Ražmu, da nam pove malo več o tej spremembi. Ja, hvala si, par dni že. Poteka reševanje teh naših problemov, ki so se nam malo nakopičili. Kulminacija vsega je bila to, da je Simon odstopil. V relativno zelo kratkem času smo bili prisiljeni iskati rešitev, ampak jaz sem prepričan, da v danem momentu smo izbrali daleč najboljšo rešitev, ki se nam je ponudila. Skupaj nas čaka kar nekaj dela, rezultati so bili v zadnjih tednih zelo slabi, kljub temu pa imamo polno samozavest, da lahko to zadevo obrnemo. Mislim, da smo tudi na zadnji tekmi, da so igralci to pokazali. Prepričan sem, da bo Andrej prinesel neko novo energijo, neko novo voljo, neko novo željo, ki je mogoče nam malo primanjkvala v zadnjih tednih, ker je bila celotna situacija precej zahtevna. Tako da, glede na vse, smo izjemno zadovoljni, da se nam je uspelo dogovoriti. Andrej je bil prva izbira. Imeli smo sicer seveda tudi nekaj drugih možnosti, ampak od prvega trenutka, ko je bila to opcija, smo, mislim, da oboji bili zelo blizu temu, da sklenemo dogovor. Najlepša hvala. Beseda je še novemu trenerju. Gospod Andrej, čestitke. Kako se počutite ob prihodu Domžale? Hvala za lepe besede, hvala za lep sprejem. Zaenkrat občutki so fantastični. Vidi se, da je klub v zadnjih letih ogromno napredoval, da je organizacija na zelo visokem nivoju, da je igralski kader kljub pač tem spremembam, ki so se dogajale v zadnjem obdobju, kvaliteten in da tisto, kar v bistvu ne štima, je trenutni rezultat. Vse ostalo pa, tudi jaz sem v fazi spoznavanja, dokaj hitro se vse zgodilo, tako da nekaj časa bo potrebnega, jaz vem, da časa ni, ampak prvi vtisi so zelo pozitivni in se veselim nove zgodbe. Hvala. Zdaj pa kar z vašim vprašanjem. Za gospoda Ražma, zanimivo, da je prva izbira bil trener, ki je imel klub, ki je imel pogodbo. A ste vedeli, kako ima, ali ste probali, ali Ne, to je bilo s taborom, no, rečeno, ali... Prva izbira, potem pa greš pa iščeš možnosti za realizacijo, uspešno me jo najdeti. In to je dobro. Mislim, ni bilo tukaj prevelikih težav. Jaz mislim, da je Andrej to zadevo korektno rešil. Tako da pač... A to drži, da je odškodnina vladnika? Načeloma ja. Za koliko ste podpisali? Do konca 2021, 2,5. In kako je bilo klic, ko je bil presenečen, ali so takoj odločitev padla grem, ali je bilo čas za razmislek potreben, ko je prišel klic? Ja. Ne, veliko časa ni bilo. Jaz moram reči, da vse veste, kako je. Več ali manj včasih nekaj zakroži, včasih kakorkoli. Veliko je neresnic, ampak praktično je to bilo zelo hitro rešeno. Meni sicer po uspešni zgodbi v Taboru, iz uvrstitve v drugo, prvo ligo, pa potem tudi uspešnem štartu. Na nek način, glede na to, da smo ljudje, pa da imamo neke medsebojne odnose, relativno težko, po drugi strani pa smo profesionalci, pač živimo od tega, smo trenerji, ki smo praktično lahko vedno s kovčki v rokah, tako da enostavno jaz sem se za to odločil, čvrsto stojim za tem. So bili težki trenutki, ampak čisto iz, bom rekel, nekih osebnih
zadev. Jaz sem se tam počutil zelo dobro, funkcionirali smo zelo dobro, razvili smo neke odnose in iz tega vidika je bilo težko. Drugo pa normalno tekmovalni izziv. Klub, ki je v zadnjih letih redno tekmoval v evropskih pokalih, tako da kar z tega tiče ni sporno. In jaz sem enostavno sprejel izziv, da nadaljujem to uspešno zgodbo. Upam, da bom v tem uspešen in to je v bistvu vsega. Zdaj ne vem, katerega ne vprašam, ko je sestavil strokovnega vodstva? Pomočnik je Dare, je prišel z vami. Ko je pa status Đuranović? Zdaj, glede na kratek čas, ki je bil na voljo do danes, za prvo silo danes smo zadevo speljali. Z Andrejem sem moral o teh zadevah še pogovoriti, zadeve razčistiti, ampak enostavno zdaj v tako kratkem obdobju še ni bilo časa, ker so pač to vse zelo pomembne odločitve, ki jih moramo vsi skupaj sprejeti, tako da mi se bomo o tem pogovorili in pa seveda to potem tudi objavili, ko bo zadeva za to zrela. Si pa ne glede na časovne omejitve si pa želimo vzeti čas potreben za vsako nalogo izmed teh nalog, ki nam čaka, zato da jih opravimo tako, kot je treba, ne pa, da ne naredimo več težav, kot pa poiščemo rešitev. Andrej, v zadnjih 3 letih smo se navadili na neke Domžale, na domžalsko podobo, ta 4-1-4-1, mogoče. Koliko drugačne bojo pod vašim vodstvom? Glede teh osnovnih. Ja, dobro, jaz s tem sistemom nimam nekih težav. Treba je videti, glede na to, kar sem prej rekel, ogromno je bilo odhodov, tudi zadnji dan prestopnega roka je odšel pomemben člen Adam Gnezda Čerin, tako da to je nek vpliv na poseg v 11-terico ali pa bomo rekel kader. Je bilo ogromno odhodov, ekipa se je spremenila, treba videti, nekateri igralci imajo neke težave zdravstvene, tako da, ampak v osnovi filozofija za naprej, zdaj sistem, vemo, kaj Domžale gojijo že več let. Jaz sem zagovornik napadalne igre, v bistvu mogoče še bolj neke prevlade v posesti, ampak sem pa trener, ki absolutno se zna prilagoditi kadru in edini sistem, ki je pomemben, so 3 točke. To je najbolj pomemben sistem. Zdaj, če bomo v kratkem obdobju uspeli razviti že dokaj prepoznavno zadevo ali pa nadaljevati, bomo videli, ampak za nas je trenutno v kratkoročni cilj čim prej splezati iz zadnjega mesta čim više. Tudi igrali ste v domžalskem dresu, mislim, da 5 tekem. Ja, mislim, da sem jaz Spomnite, predvidevam, da pričakujete, da bo drugačen. Spomnim se, jaz sem odigral na 5 tekem, mislim, da sem bil tukaj pol leta, potem že v bistvu imel neko poškodbo, ampak debi, ne. Upam, da sem zmagal, no. Nisem, ne? Primorje Ajdovščina. Hud poraz. Spomnim se, ker na ta račun smo se malo šalili v Sežani, ker Barut je bil pa na kontrastrani, tako da, ja. Ja, to je. A to je bil debi? To je bil debi. Tako je po NZS, po podatkih tam. Ni dobro. Ja, dobro, jaz upam, da se bo kontra obrnili že na prvi tekmi. A je kakva tekma predvidena prijateljska zdaj v tej pauzi, mogoče da te sam terminal? V tem trenutku imamo težave, ampak veliko imamo reprezentantov, tako da je tudi na treningu bilo dosti malo fantov. Je za Andreja naloga pa še toliko težja, ker se bodo vračali praktično tik pred Muro. Tako da niti v tem trenutku nimamo planirane prijateljske tekme, pa tudi vprašanje, koliko bi lahko zdaj v tem kratkem času nam to koristilo, ampak tako kot je privilegij, da imaš reprezentante, pa na drugi strani kar precejšnje breme, ker še tisti čas, ko ga imaš, da bi pač s fanti delal, pa poizkušal nekaj postaviti, pa prijemo v cikl zelo velik tekem, tako da zaradi tega je seveda situacija še malo bolj specifična in še bolj zahtevna za novega trenerja. A Estonci imajo nedeljo tekmo?
Iz glave pa zdaj ne. Stonci pride do 7 zvečer. Do kam pa lahko sežejo zdaj Domžale iz tega mesta? Odvisno do katerega obdobja je vprašanje. To je do konca sezone. Pa dobro, tekem je ogromno, 36, to je maraton praktično. Že do konca sezone bo dolgo obdobje. Liga, vemo kakšna je, praktično, če ti uspe povezati par zmag, zaporedoma si praktično že gor. Ne. Če zgubiš par tekem ali pa 2 tekmi, si takoj dol. Mislim, da bo letos zelo, zelo naporna sezona, ampak jaz se tudi normalno spremljamo nasprotnike, tudi poznam Domžale smo spremljali, tudi sam sem jih spremljal v prvem obdobju, vem, koliko so imeli smolov, tudi na zadnji tekmi, kakšni so bili po Evropi. Tako da jaz upam, meni je samo žal, da pač nismo zdaj trenutno vsi skupaj, ker bi ta vsaj en teden lahko izkoristili čim bolje pred prvo tekmo, ampak ok, če tako more biti. Zdaj, kar se tiče pa cilja, dolgoročnega je pa cilj vedno isti. Ne. Cilj je uvrstitev v evropske pokale, v evropske tekmovanja, od tega ne odstopamo, zdaj do konca sezone bomo ta cilj lovili. Moramo ga loviti, jaz mislim, da je to še ogromno časa, tako da kratkoročni cilj pa samo prva tekma z Muro in čim prej se pobrati, zato ker normalno, če ne zmagaš, toliko tekem se v igralce naseli in pač neka nervoza, ampak to bomo poskušali čim prej na nek svoj način rešiti, da jih probamo že na prvo tekmo pripraviti, da praktično, ne bom rekel, ni nobene panike, ampak na tak način ne gre, ampak da potrebujemo nek pozitiven rezultat in mislim, da ga lahko dosežemo že na prvi tekmi. Na tisto tekmo v Sežani ste odbili od plače, kako ste se zmerili? Ne, dobro se mi spomnim. Tvoj zdaj se človek sesti. Če imaš vprašanje? Se reče, meni že vodi vse vprašanje, da se ne bomo podvajali. Bi lahko nekaj glede direktorja, še, ker je prestopni rok zaključen, zdaj se mi zdi, da je v Domžalah neko veliko razlogov za zadovoljstvo, po drugi strani za pač rezultat, ko je malo slabše. Kako bi komentirali te? Ste res nekaj temelje naredili za stabilnost kluba za naprej? Ja, definitivno sem. Ko se ti ob tem pojavljajo tako slabi rezultati, ki so res nismo vajeni. No. V zadnjih letih tega je seveda potem se ta srednjeročna zgodba v tem momentu malo zamegli in pač ni tako pomembna, mi moramo zdaj rešiti pač aktualne stvari, definitivno pa srednjeročno pa dolgoročno smo naredili zelo pomembne zadeve. Nekako smo kar precej zagotovili si proračun za naslednje 2 let, ker mislim, da v Sloveniji praktično noben klub nima. Je pa pač nažalost pri nas tako, da pač mi se kar zapravimo več ali manj sami zaslužiti, nimamo niti neke državne firme, ki bi bila naš sponzor in dajala denar, nimamo zasebnih investitorjev, ki pač to zadevo dela in vse, kar želimo narediti, moramo prvo zaslužiti, zato da se lahko reinvestira in to je pač nogometni cikl, kar poveseli je pa to, da pač iz leta v leto rastemo, da uspevamo imeti vedno bolj uravnotežen proračun in da ta proračun iz leta v leto višji, kar potem zagotavlja, da bomo pač časoma lahko tudi na vseh drugih področjih še naprej rasli. Tako da, ja, kratkoročni problemi v tem trenutku kar močno prevagajo dolgoročno zadovoljstvo, ker pač v nogometu smo, noben ne želi zgubljati, vsak poraz je boleč, sploh pa ko so te v nizu, tako da
je ta bolečina močnejša od zadovoljstva. Kako so bili stresni dnevi za športnega direktorja, zdaj trener v zadnjih minutah, celo mislim, da je bil potrjen v Nemčiji, ne? Ja, zelo. Pač ta zadeva z Adamom, nažalost, se je vlekla do ponedeljka, mi enostavno nismo bili pripravljeni odstopiti od tistega, kar smo pač tukaj želeli, tudi položaj nas je bil relativno dober. Tako da potem so pač Nemci na zadnji dan popustili, ker je pa nam pač malo zvezalo roke na drugi strani, ker je pa naš prestopen rok se zaprl. Tako da spet nekaj dobrega z roko v roki z nečem, ker ni najboljš, ampak to je enostavno treba sprejeti, tako kot sem prej rekel. Zavedamo se, kaj smo in tisto, kar je v tem trenutku najbolj važno je, da bomo še lep čas v zmožnosti to biti, ker je po končni fazi najbolj pomembno in v miru graditi zdaj ponovno pač neko novo zgodbo, ki bo pa upajmo, da z neko novo energijo in tem potem tudi spet prebudila tudi prvo ekipo, ki je pa ogledala vsega skupaj, kar drugače delamo. Ko mladinske selekcije so super začele sezono, načeloma vse štima, vse štima pa nič ne štima. Hvala. Če je to hvala za prihod.